Dobro jutro vsem skupaj, dobro jutro, dober dan, za ne vem, nekateri ste že verjetno v službah, nekateri se še pa komaj prebujate. Teda, naša prva nepremičninska kavica je tu, moje ime je Mojca. Zdaj za vse tiste, ki me še ne poznate, da se čisto na kratko predstavim, sem Mojca Žižek Mesarec in na nepremičninskem trgu zdaj aktivno delujem že, bom rekla, 14 let pa pol. Tako da sem se že nekako srečala tudi v vlogi zastopnika, prodajalca in seveda tudi kot sam investitor. Tako da čisto na kratko, jaz verjamem, da večina me poznate. Odločila sem se za to nepremičninsko kavico, da se bomo seveda družili vsako sredo ob 9. Prvo sem razmišljala, da bi kar dala ob 8, pa sem rekla, da je Mojca. Nekateri še spijo, nekateri se prebujajo, tako da boljše ob 9. uri je malo bolj humano. Tako da jaz svojo kavico imam, evo, super Mojca. Upam, da tudi vi, tako da zapišite mi, kaj ravno kar delate, pijete kavico, ste v službi, pijete čaj ali seveda mogoče ste pa že nekje na poti. Tako da najprej bi se vam vsem skupaj rada zahvalila, da me spremljate, za vsa priporočila in za vsa vaša vprašanja tudi. Jaz bom res poskušala, pozdravljena Mojca, jaz bom res poskušala se vsako sredo javiti z nekimi aktualnimi vprašanji in vašimi izzivi. Tako da vas vabim, da mi kar pogumno pišete, postavljate svoje vprašanja in izzive, ali kako bi lahko temu rekli, pa bomo se tukaj na tej nepremičninski kavici seveda lotili teh zadev. Danes kot prva nepremičninska kavica sem se jaz odločila, da bom dala eno tako zanimivo temo. Zakaj? Zaradi tega, ker dobim ogromno vprašanj, torej kaj se dogaja na nepremičninskem trgu, so cene znorele, mislim, še bo to šlo naprej, ali naj kupim nepremičnino, ali naj denar pustim na banki in tako dalje. Najprej, jaz nisem strokovnjakinja, neka finančna, nisem ekonomistka, da bi zdaj lahko to predavala na tak način. Jaz bom povedala seveda iz izkušenj in seveda iz nekako tega, kar delam vsakodnevno in s čim se srečujem. Tako da sem vesela, da se nabirate. Tako da gremo zdaj kar z aktualnim dogajanjem na nepremičninskem trgu. Bom pa zelo, zelo vesela in zelo hvaležna, če spodaj pustite mi vsi tisti, ki ste z mano v živo, tako da vidim, da se pridno nabirate. Marta, zdravo, da mi spodaj napišete v živo. Tako da jaz bom to z veseljem potem pogledala, kdo je bil vse tukaj. Zdravo, Sabina, kdo je bil tukaj v živo in kdo je bil v samem posnetku. Pa vesela bom, če mi tudi napišete, z katerega kraja ste, da vidim tudi tukaj, kako smo malo razpršeni. Tako da gremo zdaj na aktualno dogajanje na nepremičninskem trgu. Torej, kaj se trenutno dogaja? Trenutno je na trgu, bom rekla, kaos. Kaos. Tako da ne vem, če bi lahko lepšo besedo zbrala, da bi zdaj tukaj nekaj na lepo govorila, ampak trenutno je na nepremičninskem trgu kaos. Cene, če gledamo trg, bolj ali manj vsak dan rastejo. Jaz bom rekla, da so se nekatere nepremičnine od lani zvišale tudi za 40%. Če govorimo o enem 3-sobnem stanovanju v Mariboru v Novi vasi, smo lani recimo 3-sobno stanovanje v Novi vasi prodali tam za 85 tisoč. Zelo težko, res zelo težko, imeli smo 10-20 ogledov. Letos 140, 150 tisoč, mislim, kaj je to? Res se vprašaš, mi kot posredniki se dostikrat vprašamo, kaj? In ja, vse to je posledica kar nekaj faktorjev. Jaz bom zdaj rekla za tiste, za katere lahko zagotovo trdim, kaj je posledica tega. In sicer to so nizke obrestne mere. Tako nizkih obrestnih mer nismo imeli že res dolgo in zaradi tega, ker je denar poceni, ljudje seveda najamejo kredite in kupijo nepremičnine. Druga zadeva, ponudba in povpraševanje, to bi lahko bila seveda prva. Torej, če ni ponudbe, povpraševanje je, kaj sledi,
Torej, smo v tem kaosu, kjer smo zdaj na nepremičninskem trgu. Naslednja zadeva pa je seveda, da so banke uvedle ležarine in ljudje, kaj delajo? Svoj denar lepo vlagajo v nepremičnine. Zakaj bi stal denar na banki, ker od njega nimajo nič, oziroma praktično imajo vsaki mesec manj denarja na banki, ne? Se strinjamo? In so se ljudje odločili, da bodo seveda svoj denar prenesli v neke naložbe, torej v same nepremičnine. Tukaj imamo še en vidik in sicer inflacija. Zdaj, da bo do neke inflacije prišlo, to je že v bistvu dejstvo. Zdaj, kakšna bo ta inflacija, bom rekla, če bo neka normalna spet, kar je trenutno normalno, težko govorimo, potem bi znale te cene že biti, bom rekla, bolj ali manj tukaj na vrhu. Če pa bo inflacija neka nenadzorovana, pa zna seveda te cene potisniti še višje, torej znajo biti cene še bolj visoke. Vem, da se to grozno sliši, ampak ja, trenutno se v bistvu srečujemo z ljudmi, ki res nimajo kje živeti. Pred enim letom se niso odločili za nakup nepremičnine, ker nas je vse seveda bilo strah. Kaj se bo zgodilo na nepremičninskem trgu? Po prvem zaprtju in po drugem zaprtju so ljudje špekulirali in seveda so govorili, cene bojo padle, zdaj bo prišla kriza in niso kupovali. Kaj se pa je zdaj zgodilo? Ravno nasprotno. In to so seveda narekovali tudi neki strokovnjaki, da bodo te cene padle in da bo nepremičninski trg mrtev. In tako kot sem malo prej rekla, kaj se zdaj trenutno dogaja, torej neke naložbene zadeve so trenutno v porastu. Vidimo tudi, da so se surovine zelo, zelo podražile. Tukaj lahko govorimo, zakaj se novogradnje dražijo. Ampak če pogledamo zdaj nepremičninski trg v Mariboru, novogradnj praktično ni, ne? Te, ki imamo, ne vem, mi prodajamo recimo to na Studencih novogradnjo pri hotelu Bajt, tu še samo nekaj stanovanj na voljo. V Bezeni recimo so se stanovanja prodale takoj, zdaj se je seveda eno sprostilo, ker seveda stranka ni dobila kredita, tako da eno novogradnjo še imamo zdaj tukaj. Recimo v Lenartu, fenomen Lenart, blok se je praktično v enem mesecu cel prodal, mislim, da sta 2 stanovanja še na voljo. Tisto, kaj pa je nekako od novogradnj še na voljo, pa je vseljivo, ne vem, čez 2-3 leta. Torej, tisti, ki ima stanovanjski problem danes in se more seliti čez mesec, 2, verjetno ne bo čakal 2-3 leta, da bo se lahko v samo nepremičnino selil, zato pač kupujejo rabljene nepremičnine in zato ta rabljeni trg trenutno pospešeno dela in delajo s tem tudi posledično cene. Tako da res, jaz se včasih sama čudim, da lahko nepremičnino za neko tako ceno prodamo. Ne vem, imam res točno na mikrolokaciji eni stanovanje, 3-sobno, ki smo ga lani prodali, to res komaj smo ga prodali za 85.000 evrov. Komaj. Letos v sosednjem bloku identično stanovanje za 130.000 evrov so se skoraj stepli. Smo skoraj imeli dražbo. Tako da razlika je. Nepremičnina je tudi tisto, kar je dobro, kar ima neko realno ceno, kar realnih cen trenutno ni. Gre v dnevu 2, ponavadi kar na prvih ogledih, prvi dan prodamo nepremičnine. Tako da je tudi, bom rekla, trenutno kar stresno. Kar pa se tiče mogoče poslovnih subjektov oziroma poslovnih subjektov, ki prodajo nepremičnine, torej poslovnih nepremičnin, tukaj pa je ponudba vedno večja. Zakaj? Zgodilo se je prvo, drugo, tako dalje zaprtje in seveda neke gostinske lokale z dolgoletnimi tradicijami so zdaj začeli zapirati enega za drugim in v ponudbo dobivamo vedno več teh lokalov, ki so zdaj na trgu, ampak kdo bo zdaj to kupil?
Nihče. Teda poslovne nepremičnine so že prej, bom rekla, kar stagnirale, že od prejšnje krize niso začele rasti. Pri poslovnih nepremičninah pa ravno ne vidim neke luči, pa tudi ne vidim tega, da bi ljudje kupovali kot investicijo poslovni prostor. Zakaj pa bi kupovali, če ni ljudi, ki bi se odločali? Drugi vidik je tudi ta, da zdaj smo bili zaprti in smo se seveda navadili, da je naš dom postal naša pisarna, naša telovadnica. Tako da tukaj so se zdaj ljudje kar navadili, da lahko delajo tudi od doma. Tudi mi smo ugotovili, da lahko prodajamo nepremičnine od doma, torej gre. In vidimo tudi, ne vem, na davčni z temi ljudmi, ki delamo zdaj konstantno, davčna, upravna enota in tako dalje, vedno več ljudi dela od doma. Tako da tu se bojo verjetno še bolj zmanjševale te potrebe po pisarnah in samih poslovnih prostorih. Zdaj, da ne bom jaz preveč dolga, torej to je na kratko o aktualnem dogajanju v nepremičninskem trgu in o tem, kaj točno se seveda trenutno dogaja tudi s samimi cenami. Teda kaos, vem. In tukaj res trenutno ne moremo pomagati. Jaz mislim, da še bojo cene malo rasle, ker, gledajte, tisti, ki imajo zdaj na banki denar, ga bojo v neke naložbene razrede zdaj vložili. Mislim, da imam en podatek, da imamo Slovenci na bankah 23 milijard evrov. 23 milijard. Kar pomeni, da bojo še kupovali nepremičnine in svoj denar še vlagali v same nepremičnine. Ker ja, vse se kupuje, tudi, bom rekla, žlahtne kovine, ljudje vlagajo v žlahtne kovine in tako dalje, ampak tisti, ki imajo pač malo več denarja, še tudi v nepremičnine. Torej, kako zdaj zaščititi svoj denar? Teda, zaradi tega razloga, torej niso samo obrestne mere, nizke obrestne mere krive za trenutne cene, ampak tudi samo vlaganje ljudi v nepremičnine. Tako da to je na kratko to. Hvala, da ste tukaj z mano na to sredino jutro. Zdaj pa bi še mogoče vas pozvala, za vse tiste, ki ste bili tukaj, da pustite kakšen komentar. Bom vesela in hvaležna, če boste ta video tudi delili naprej. In vas pozivam, da pustite kakšno vprašanje, na katerega se bomo seveda dotaknili naslednjo sredo. Lahko tudi naredite kakšen screenshot, pa bomo tudi izžrebali eno nagradico vsako sredo, da bo tako malo bolj pestre te nepremičninske kavice. Torej, v glavnem, to je to. Jaz sem vesela, da ste me spremljali. Torej, če so kakšna vprašanja, pogumno bomo odgovarjali lepo ob sredah. Tako da jaz bom zdaj poskušala res vsako sredo ob 9 biti tukaj. Zdaj za na konec pa vseeno vam bi rada povedala, da pa bodite vedno nekje previdni, tudi pri nakupu nepremičnine. Poglejte, kakšna je lokacija za naprej, ker vedno, ko gre nekaj strmo gor, sledi tudi padec. Tako da s tem bi rada nekako zaključila, bodite previdni. To je to, imejte se radi in vas vse skupaj lepo pozdravljam. Čau!